Ja, hvala lepa, spoštovani vsi prisotni. Včeraj smo v parlamentarno proceduro vložili novelo zakona o kmetijskih zemljiščih. Glavna točka sprememb je odprava odškodnin za spremembo namembnosti. V septembru leta 2011 je začel veljati zakon, ki je določil oziroma uvedel investitorjem plačilo odškodnin zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč. Torej, investitor mora pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja plačati do 25 evrov na kvadratni meter, odvisno seveda od bonitete zemljišča, v povprečju pa je to okrog 10 evrov na kvadratni meter celotne parcele, kjer se pač gradi. Primer, parcela 1000 kvadratnih metrov s približno 250 kvadratnimi metri tlorisne površine. To pomeni za investitorja plačilo poleg komunalnega prispevka še 10 000 evrov, preden pridobi gradbeno dovoljenje. Mi smo že pri sprejemanju zakona opozarjali, da je uvedba tako imenovanega novega davka, ko smo mi takrat to poimenovali, v teh zaostrajnih razmerah neprimeren ukrep. Kaj se je zgodilo od takrat? Slovenija izgublja na vseh lestvicah konkurenčnosti in z novimi obdavčitvami zazidljivih zemljišč dodatno slepimo svojo konkurenčno sposobnost. Cene zemljišč so se dvignile, če govorimo o obrtnih, industrijskih in poslovnih conah, so cene enormno narasle od sprejetja tega zakona. Individualne investitorje plačilo odškodnin pa seveda odvrača od gradnje. Dobili smo kar nekaj pisem, kjer nas investitorji sprašujejo, kdaj končno bo prišlo do spremembe tega zakona, ker enostavno to ne deluje stimulativno. Podatki kažejo, da je bilo pobrane te dajatve bistveno manj od predvidenega. Zakaj precej manj? Zato, ker ljudje čakajo, a nas bo končno srečala pamet in bomo te odškodnine ukinili. S to novelo mi v celoti odpravljamo plačilo odškodnin in prepričani smo, da negativne posledice uvedbe odškodnin nekajkrat presegajo morebitne koristi za področje kmetijske zemljiške politike. Gre za pravzaprav zelo majhne spremembe, kar se tiče zakona, zato je bil ta predlog vložen po skrajšanem postopku.